Grajeno okolje ima pomemben vpliv na različna gospodarska področja in s tem tudi na kakovost življenja. Gradnja in vzdrževanje stavb ter infrastruktura zahtevajo velike količine virov, ki v Evropi predstavlja približno 50% vseh pridobljenih materialov. Gradbeni sektor je odgovoren za več kot 35% vseh nastalih odpadkov v Evropski uniji in hkrati povzroča obsežne emisije toplogrednih plinov, ki so ocenjene na okoli 5 do 12% vseh nacionalnih emisij. Pri prehodu v bolj zeleno, digitalno in krožno gradbeništvo lahko pomembno prispeva tudi uporaba digitalnih potnih listov, gradbenih materialov, kakor tudi proizvodov, ki omogočajo sledljivost in učinkovito upravljanje materialnih virov v gradbeništvu. Pomembno je namreč zavedanje, da optimizacija tokov materialov v gradbeništvu pri prehodu v krožno gospodarstvo vključuje učinkovito upravljanje virov, kot so predelava, recikliranje odpadkov, uporaba recikliranih materialov, tako imenovane sekundarne surovine, ter ponovna uporaba obstoječih objektov in komponent. In kaj vse vključuje koncept digitalnega potnega lista materiala? Ustvarjanje digitalnega zapisa za material ali tudi proizvod, ki podrobno opisuje njegovo sestavo, izvor in druge pomembne informacije. Te informacije oziroma neizbrisljivi zapisi, na primer z uporabo blockchain tehnologij, se nato lahko uporabijo za olajšanje postopkov recikliranja, ponovne uporabe in odgovornega odstranjevanja. V evropskem merilu so poznane različne platforme, kot so primeri Madaster, Restado, Bump Material Passport Platform Prototype, Sinderos platforma kot One Stop Shop in druge. Razvoj in uvajanje digitalnih potnih listov materialov v slovenskem prostoru poteka trenutno tudi v okviru 3 aktualnih projektov, kjer sodeluje tudi Zavod za gradbeništvo Slovenije. Rebuild, krožna in digitalna prenova gradbenega sektorja v Srednji Evropi, projekt v okviru programa Interreg Central Europe, Viridi projekt, krepitev skupnega prehoda na krožno in z viri učinkovito gospodarstvo s celostno in digitalno podporo malih in srednje velikih podjetij v čezmejni regiji Slovenija-Avstrija v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija, ter Life IP Restart, spodbujanje recikliranja odpadkov v dragocene izdelke s postavitvijo okolja za krožno gospodarstvo v Sloveniji v okviru programa Life.